Kakšna je razlika med občutki in psevdoobčutki oziroma občutki, ki imajo primesi misli oziroma interpretacij? Kje je tule razlika? Ko govorimo o občutkih, se nanašamo dejansko na naše telo. Kaj čutimo v telesu? Občutek lahko lociramo v telesu, lahko ga zaznamo, v katerem predelu telesa čutimo določen občutek. Ko govorimo o občutkih, govorimo recimo, o žalosti, o navdahnjenosti, o ganjenosti, o bolečini. In tukaj imamo cel seznam teh občutkov, ki se jih lahko tudi naučimo, da lažje nekako opišemo to notranje doživljanje. Ko govorimo pa o psevdoobčutkih, govorimo pa o občutkih, ki so pomešani z interpretacijami oziroma z mislimi. Na primer psevdoobčutkov. Čutim, da me ignoriraš. Čutim, da me izigravaš, čutim, da manipuliraš z mano, čutim, da si kreten, čutim, da si totalno nesposoben. Se pravi, tule govorimo že tudi o sodbah, ne. Ni nujno, da vedno, ko bomo v bistvu začeli stavek s čutim, da bomo govorili o občutkih. Ravno nasprotno. Kadarkoli začenjate stavek s frazo čutim, da ali pa čutim, da si, je zelo verjetno, da boste začeli govoriti o nekih interpretacijah, psevdoobčutkih, obsodbah oziroma občutkih, ki imajo primesi misli. Se pravi, ko govorimo o občutkih, navadno začenjamo stavek čutim žalost, čutim bolečino in znamo ta občutek locirati v telesu. Ko govorimo o psevdoobčutkih, pa začenjamo navadno stavek čutim, da si ali pa čutim se. Čutim se izigranega, čutim se izdanega. To so vse razne permutacije teh psevdoobčutkov. Vas povabim v raziskovanje svojega telesa, dajte sami pri sebi pogledati, iskati stik s telesom, zaznavati malo to pokrajino svojih občutkov.